lep sončen pozdrav. Še en teden se bliža koncu in za vas smo pripravili nabor novic iz Slovenije in sveta. Iz sveta se vrstijo odzivi na obsežen izraelski napad na Iran. Regionalne države so napad obsodile, ZDA napovedujejo, da bodo pomagale braniti Izrael pred povračilnimi napadi, generalni sekretar Združenih narodov poziva k zadržanosti. V torek 10. junija je v srednji šoli v Gradcu v Avstriji prišlo do najhujšega strelskega napada v zgodovini države. Bilo je 11 ljudi. 9 dijakov, ena učiteljica in ena poškodovana oseba, ki je kasneje v bolnišnici podlegla strelskim ranam. Ranjenih je bilo 12 ljudi, starih od 15 do 26 let. Žrtve so bili Avstrijci, Romuni in Iranec. Napadalec, nekdanji dijak, si je po napadu vzel življenje. Pri njem doma so našli orožje in nacistične simbole, motiv za to naj bi bilo maščevanje zaradi ustrahovanja. Avstrija je razglasila 3-dnevno žalovanje, ustavila javni promet, po vsej državi pa so prižgali sveče. Pouk je prekinjen. Dijakom so omogočili kasnejšo maturo in jim nudijo psihološko pomoč. V ponedeljek 9. junija je na Brdu pri Kranju potekala podelitev Bloudkovih nagrad, najvišjih športnih priznanj v Sloveniji. Med nagrajenci so bili tokrat tudi gluhi športniki zaradi vrhunskih dosežkov in doprinosa k prepoznavnosti gluhe skupnosti. Iskrene čestitke vsem nagrajencem. Odbor DZ je potrdil resolucijo o postopnem dvigu obrambnih izdatkov na 3% BDP do leta 2030 zaradi spremenjenih geopolitičnih razmer. Minister Borut Sajovic meni, da je povišanje nujno za varnost Slovenije v okviru NATO in Evropske unije. Levica je vložila predlog za posvetovalni referendum, saj meni, da javnosti ni bila omogočena dovolj široka razprava in opozarja, da večina ljudi dviga ne podpira. Odločitev o referendumu bo sprejel DZ. Minister Sajovic poziva k enotnosti zaradi varnosti države, medtem ko opozicija izpostavlja razhajanja v koaliciji. Vlada je podprla odgovor ministrice Aste Vrečko na interpelacijo, ki so jo maja vložili poslanci NSI in SDS. Ministrica zavrača vse očitke in poudarja, da je kulturo znova postavila med prednostne naloge. Pojasnjuje, da so postopki glede Prešernove nagrade, najema prostorov za SNG Dramo in združitve muzejev potekali zakonito. Zakona o medijih in kulturi pa ustrezno ščitita novinarje in kulturnike. Združitev muzejev vidi kot strokovno odločitev za boljšo obravnavo zgodovine. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je organizirala 2-dnevni seminar, na katerem so sekretarji in predsedniki društev ter strokovno vodstvo ZDGNS izvedli, kako pripraviti strategijo dela v društvih in na zvezi. Namen seminarja je bil pomagati organizacijam, ki podpirajo gluhe, naglušne, gluhoslepe, ljudi s polževim vsadkom in tinitusom. Udeleženci so dobili praktične nasvete in orodja, ki jim bodo pomagali uspešneje delovati in dolgoročno razvijati svoje dejavnosti. Te organizacije bodo tako lahko še bolj učinkovite in bodo lahko še bolje pomagale svojim članom. Na gasilski veselici v Ribnici sta 8. junija 2 napadalca iz romske skupnosti brutalno pretepla župana Sama Pogorelca in poškodovala še druge udeležence. Napad je potekal brez očitnega razloga. Osumljenci so bili hitro prijeti. Dogodek je sprožil zaskrbljenost glede varnosti in razprave o problematiki romske skupnosti. Policija in tožilstvo obljubljata odločno ukrepanje,
županova družina pa se zaradi incidenta počuti ogroženo. Vlada je sprejela odločitev, da za 6 mesecev podaljša uredbo o cenah goriv. Po novem ta velja tudi za bencinske servise na avtocestah in hitrih cestah. Tako tam gorivo ne bo več dražje kot drugje po Sloveniji. Marže trgovcev ostajajo enake. Namen odločitve je ohraniti nižje cene za ljudi. Uredba določa tudi način izračuna cen bencina, dizla in kurilnega olja ter vračilo stroškov za dodajanje biokomponent. Včeraj je letalo Air India, ki je letelo iz Ahmedabada proti Londonu, kmalu po vzletu strmoglavilo na gosto naseljeno območje. Na krovu je bilo 242 ljudi, med njimi potniki iz Indije, Velike Britanije, Portugalske in Kanade. Letalo je trčilo v zgradbo, pri čemer je zagorelo in povzročilo velik požar. Po dosedanjih informacijah je umrlo 241 oseb. Nesrečo je preživel britanski državljan indijskega porekla, ki je utrpel hude poškodbe. Pilota sta tik pred nesrečo dala klic v sili, a razloga za nesrečo še ne poznajo. Preiskava, ki se ji je pridružila tudi britanska ekipa, je v teku. Zaradi nesreče je prekinjen ves letalski promet na letališču v Ahmedabadu. V Los Angelesu v Ameriki potekajo protesti proti aretacijam priseljencev, ki jih izvaja zvezna služba ICE. Ameriški predsednik Trump je v nedeljo v mesto poslal 2000 pripadnikov nacionalne garde in 700 marincev, kar je sprožilo ostre odzive. Guverner Newsom in županja Bass ukrepu nasprotujeta, saj menita, da je bil položaj pod nadzorom in da je vojaška prisotnost povzročila nasilje. Kalifornija je proti napotitvi vojske vložila tožbo, obrambni minister Hexet pa ukrep brani kot nujen za zaščito varnosti. Protesti so se razširili tudi v druga ameriška mesta. ZDA in Kitajska so v Londonu dosegli trgovinski dogovor, ki ga morata potrditi Trump in Xi Jinping. Dogovor vključuje znižanje carin, nemoteno dobavo redkih kovin in možnost študija kitajskih študentov v ZDA. Namen je umiriti trgovinske napetosti po carinski vojni med državama. Carine so bile znižane s 145 na 30% za ZDA in 125 na 10% za Kitajsko. Dogovor bo vplival tudi na nadaljne pogovore z Evropsko unijo. Rusija je Ukrajini vrnila trupla 1212 ukrajinskih vojakov, ki so umrli v spopadih na vzhodu in jugu Ukrajine ter v obmejni ruski regiji Kursk. Po navedbah Kijeva so trupla prevzeli na različnih točkah vzdolž fronte. Rusija je od Ukrajine prejela 27 trupel svojih vojakov. Obe strani sta sporočili, da bosta v četrtek izvedli izmenjavo hudo ranjenih vojakov. V Franciji je 14-letni učenec zabodel 31-letno učno pomočnico, kar je sprožilo ukrepe oblasti. Prepovedali bodo prodajo nožev mladoletnikom in uvedli strožje preverjanje starosti pri spletni prodaji. Predsednik Macron je napovedal tudi prepoved družbenih medijev za otroke pod 15 let. Če Evropska unija ne bo ukrepala, bo Francija ukrepala sama. Evropska komisija pripravlja orodje za preverjanje starosti uporabnikov, ki naj bi bilo pripravljeno prihodnje leto. Policija izvaja tudi preglede šolskih torb zaradi naraščajočega nasilja v šolah.
UNICEF in Mednarodna organizacija dela sta objavila poročilo, da je bilo lani po vsem svetu v delo prisiljenih skoraj 138 milijonov otrok in mladostnikov. To se je zgodilo v različnih državah po svetu. Organizaciji pozivata vlade naj pomagajo ranljivim otrokom tako, da vlagajo v socialno zaščito, jim omogočijo izobraževanje in zagotovijo dostojno delo v prihodnosti. Namen tega je zaščititi otroke in jim omogočiti boljšo prihodnost. V Novi Gorici je 7. junija 2025 potekalo državno prvenstvo gluhih v balinanju za posameznike, ki sta ga organizirala DGN Severne Primorske ter Športna zveza gluhih Slovenije. Na tekmovanju je sodelovalo 22 moških in 13 žensk. V ženskem finalu je Polona Kopina iz Auris Kranj premagala Mileno Roblek 6-2. Pri moških pa je Mirko Rajkart iz Auris Kranj zmagal proti Milanu Kralju iz DGN Ljubljana 4-2. Čestitke vsem tekmovalcem. Jutri in v nedeljo bo vreme večinoma jasno. V nedeljo popoldne in zvečer se lahko na severozahodu pojavi kakšna nevihta. V ponedeljek bo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. Vreme se bo ohladilo. Na Primorskem bo pihala burja, v notranjosti pa severni veter. Kretnja tega tedna je protest. To je javno izražanje nesoglašanja ali nasprotovanja nečemu, kar ljudje menijo, da ni prav ali da je nepravično. Lahko poteka kot zbiranje ljudi na ulicah, shodih, demonstracijah ali na druge načine, s katerimi želijo opozoriti na svoje zahteve in vplivati na odločevalce. Kretamo jo tako. Prišli smo do zaključka današnje informativne oddaje. Želim vam lep vikend in uspešen začetek novega tedna. Se vidimo prihodnjič.